Lafarge cement še vedno onesnažuje Zasavje. Hkrati pa se je odločil tožiti aktivista Boštjana Piklerja, ker jih je razžalil. Komentar Boštjan Pikler. Zgodilo se je tisto, kar je bilo napovedano že pred skoraj letom dni. Vest je o tem poročala 8. januarja. Skratka, francoski Lafarge me toži, ker naj bi jaz prizadel njegovo čast in dobro ime. Pazite, govorijo o časti in dobrem imenu. In to v podjetju, ki vsakodnevno krši zakonodajo in je bilo v zadnjih 3 letih zato že 2-krat kaznovano. Seveda se postavlja vprašanje, kako lahko sploh še prizadeneš čast in dobro ime takšnega podjetja? Kako lahko prizadeneš nekaj, česar ni? Lafarge zahteva nemogoče. Kljub grdemu, škodljivemu, nečastnemu delovanju hoče, da se ga navzven spoštuje in časti. Izgleda, da Imelda in njeni PR-ovci, ki hlapčevsko skrbijo za blišč Lafargea, slabo opravljajo svojo nalogo. No, in s čim naj bi jaz prizadel čast in dobro ime Lafargea? Zgolj s tem, ker sem svojim prijateljem in znancem po elektronski pošti posredoval sporočila, ki naj bi bila za Lafarge žaljiva. Žaljiv naj bi tako bil plakat, ki Lafargevo manipuliranje z otroki primerja s podobnim ravnanjem Hitlerja. In žaljiva naj bi bila PowerPoint predstavitev z naslovom Corruption in Slovenija, ki slikovito in argumentirano predstavlja kompleksno problematiko Lafargea. Ali ta tožba pomeni, da moramo prebivalci Zasavja celo svojim prijateljem in znancem govoriti o Lafargeu vse najlepše, pa čeprav vsakodnevno požiramo prekomerne izbruhe strupov iz te cementarne? Seveda ne, gre le za dodaten pritisk na tiste, ki Lafargeu predstavljajo oviro do nezakonitih ekstra dobičkov. V bistvu Lafarge toži, ker v Zasavju živimo ljudje, ki jim je življenje dejansko vrednota in ki jim zato ni vseeno, če to vrednoto nekdo mimo zakonov tepta. Izgleda, da te preproste življenjskosti nekateri nikakor ne morejo dojeti. Zato predstavnikom Lafargea in njegovim podanikom na Ministrstvu za okolje in prostor, na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, na Imeldi in podobnim podajamo naslednjo Cankarjevo misel. Narod, ki spravlja dobljene klofute ponižno v žep, ne doseže nikoli ničesar in je drugim po pravici za smeh. A kaj, ko pa nas omenjeni ne morejo slišati? Krohot iz Pariza je preglasen.